Mislite, da veste, odkot prihajajo banke? Pomislite še enkrat. Zgodba o bančništvu je veliko starejša in bolj presenetljiva, kot si morda mislite. Od templjev v Mezopotamiji do tiskanja denarja pri ameriški centralni banki Federal Reserve. Pripravite se na divjo zgodovino bančništva in kako nas je pripeljala do današnjega gospodarskega kaosa. Naše potovanje se začne pred več kot 4000 leti v Mezopotamiji, kjer so starodavni templji prvič začeli hraniti depozite. Niso bili ravno podobni bankam, kot jih poznamo danes, vendar so zaznamovali začetek organiziranega bančništva. Hitro naprej do antične Grčije in Rima, kjer so trgovci začeli posojati denar z obrestmi. S tem so se pojavili prvi pravi bankirji, ki pa jih niso vsi imeli radi. Srednjeveška Evropa je bila priča vzponu prvih pravih bančnih dinastij. Templari so ustvarili zgodnjo obliko bančništva, ki jim je omogočala varno prenašanje denarja čez kontinente. V času renesanse so družine, kot so Medičejci v Italiji, spremenile bančništvo v močno orodje političnega vpliva, trend, ki se nadaljuje še danes. Vstop v 20. stoletje je prinesel novo vrsto banke, centralno banko. Leta 1913 so ZDA ustanovile Federal Reserve ali Fed kot odgovor na finančne krize. A je to bila rešitev ali nov problem? Fedova naloga je bila stabilizirati gospodarstvo, vendar je s časoma postal znan po eni stvari – tiskanju denarja. Down 1.7%. We're down by between 3 and 4.5%. Down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. Med krizami, kot sta bili leta 2008 in pandemija, je Fed natisnil bilijone dolarjev. A tiskanje denarja prinaša posledice. Današnje politike Feda so krive za naraščajočo inflacijo, ki življenje otežuje vse. Več denarja ne pomeni večje vrednosti, samo višje cene. Čez Atlantik je Evropa leta 1998 ustvarila svojo različico Feda, Evropsko centralno banko ali ECB. B je zadolžena za upravljanje evra in stabilnosti inflacije, vendar se je kmalu soočila s krizo za krizo. Toda tako kot Fed je bila glavna reakcija ECB na gospodarske težave tiskanje več denarja. Medtem ko je to pomagalo preprečiti kolaps, je prav tako razširilo inflacijo po vsej Evropi, kar je celotno evroobmočje postavilo v težak položaj danes. Politike ECB, tako kot pri Fedu, so Evropi pustile krhko gospodarstvo. Kritiki pravijo, da sta obe centralni banki krivi za zmedo, v kateri smo danes. Kakšen je torej nauk? Bančništvo je prehodilo dolgo pot, a ustvarilo tudi nekaj največjih problemov, s katerimi se danes soočamo. Čim bolj se stvari spreminjajo, tem bolj ostajajo enake. Naslednjič, ko slišite o inflaciji ali finančni krizi, se spomnite, ta zgodba se je začela pred 1000 leti. Hvala vam za ogled tega videa, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, in ne se pozabite naročiti na naš kanal, da ne zamudite še drugih zanimivih videov.